Zveza potrošnikov Slovenije, ki letos praznuje 30. obletnico delovanja, je neodvisna, neprofitna, mednarodno priznana nevladna organizacija in že od leta 1990 varuje in zastopa interese potrošnikov. Z Bredo Kutin, ki je na čelu te naše edine potrošniške organizacije že vse od njenega začetka, se je pogovarjala Ana Vojnović-Zorman. Pomembno zmago je Zveza potrošnikov Slovenije dosegla že v prvem letu delovanja. V začetku 90-ih je okoli 3500 slovenskih državljanov najelo stanovanjske kredite pri banki SKB. Zaradi revalorizacije so se mesečni obroki močno zvišali in jih marsikdo ni mogel več plačevati. Takrat je politika razumela, da je potrebno problem reševati v korist ljudi, tako da smo uspeli akcijo zapeljati preko stanovanjskega sklada, ki smo ga pomagali soustanavljati in rešili zelo pereč problem. Vidimo pa, da danes politika preveč posluša ali pa se boji za interese tujih vlagateljev, nažalost pa pozablja na interese in pa probleme lastnih državljanov. 2 leti pozneje je Zveza potrošnikov na sodišču dobila več kot 200 tožb zaradi nepriznavanja obresti, ki jih je podjetje Cimos dolgovalo kupcem avtomobilov. Še ena pomembna zmaga je bila leta 2006, ko je Zveza vložila skoraj 180 tožb proti Novi Ljubljanski banki zaradi zavajanja potrošnikov pri sklepanju modrega varčevanja. Dosegli so, da je banka 40 000 potrošnikom povrnila več kot 12 milijonov evrov. Z dobljenimi primeri so sooblikovali sodno prakso in napredno zakonodajo, ki pa se, kot pravi sogovornica, prepogosto ne izvaja. Preveč je prepričanja, da ko je nek predpis sprejet, da že kar velja. Takrat se delo šele začne. V zadnjih letih so na Zvezi potrošnikov največ pozornosti namenili problematiki povezani s posojili v švicarskih frankih. Marca 2018 so vložili tožbo proti Volkswagenu, s katero uveljavljajo odškodninske zahtevke več kot 6000 slovenskih potrošnikov, ki so kupili ali zakupili vozila iz tako imenovanega dizelskega škandala. Uspešno so izpeljali tudi 3 akcije skupinskega nakupa elektrike in plina, poimenovane Zamenjaj in prihrani. Pomemben dosežek je tudi potrošniška revija. Prva številka je išla marca 1991. Lahko s ponosom rečem, da smo v lanskem letu povečali obseg revije, tudi testiranja in da vedno bolj postajamo pomemben oblikovalec ali pa pomočnik potrošnikom pri odločanju, kaj in kako kupujejo. Kot pravi sogovornica, danes imamo potrošniki več pravic kot pred 30 leti in zato je več tudi kršitev. To, kar nas pravzaprav žalosti, je, da tuje, tako bom rekla, poslovne prakse iz okolij, kjer mislijo, da si v okolji, kot je slovensko, lahko veliko privoščijo, da prihajajo tudi v naš prostor. Imamo pa, nažalost, preveč državnih uradnikov, ki preveč obvladajo to, zakaj se kaj ne da, ne pa poiskati rešitev v korist potrošnikov.